Za podjetje Isore, jezerško gostinstvo z več kot 40-letno tradicijo, so to že tretje olimpijske igre, na katerih bodo prisotni. Leta 1992 so prvič sodelovali na olimpijskih igrah v Albervillu, drugič pa na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu pred 6 leti. Zdaj jaz osebno lahko primerjam le Pjongčang pa ta projekt zdaj. Albervill se samo bežno spomnim, ko so šli od doma, nič drugega, pa ko so domov prišli. Če primerjam ta dva, zagotovo so poletne olimpijske igre bolj atraktivne, po dolgem času so spet v Evropi in bom rekel, to povečuje sam obisk tako olimpijskih iger Pariza kot tudi Slovenske hiše in zato je neprimerno večji in bolj zahteven od tistega, ki je sicer bil oddaljenejši, ampak zdaj je sama izvedba, količina in vse skupaj na bistveno višjem nivoju in bolj zahtevno. Tokratni projekt je plod dobrega sodelovanja z Olimpijskim komitejem Slovenije, Združenjem športnih zvez. Jezerški pa bodo tako prispevali k edinstveni kulinarični izkušnji vseh gostov, ki bodo bogato kulturno dediščino Slovenije raziskovali prek njenih okusov v Slovenski hiši. Ta se nahaja v pariškem parku La Villette v bližini osrednjega stadiona Stade de France in čisto blizu Olimpijske vasi. V sami hiši bodo potekale razne delegacije, gospodarske, kulturne in tako naprej, dogodki in pa seveda proslavljanje medalj, ki upam, da jih bo čim več. Pričakuje se, da bi se nekje 300 gostov dnevno vrtilo v hiši. Sam park, kjer je v bistvu ta uradna fan cona in kjer je veliko teh hiš, naj bi dnevno obiskalo 100.000 obiskovalcev. Mi bomo pa skrbeli za ta notranji del Slovenske hiše in tam bomo od neke take dopoldanske pekarnice z raznimi slovenskimi, od lepotičk, kremšnit in pa nekaterih drugih jedi, potem za kosilo pa še večerja poskrbeli, tako da se skozi nekaj dogaja, da ves čas skrbimo za vse te goste in pa seveda tudi na 2 nivojih, en del bo tudi ta VIP nivo, kjer bodo, kot rečeno, že delegacije, državniki, predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteta in tako naprej. Predvsem pa bo Slovenska hiša prostor, v katerem se bodo srečali okusnost slovenske kuhinje, tradicija in gostoljubnost. Jezerško gostinstvo bo v sodelovanju z najboljšo slovensko kuharsko mojstrico in prejemnico 3 Michelinovih zvezdic Ano Roš in njeno ekipo iz hiše Franko v Slovenski hiši pripravilo tudi prav posebno kosilo za izbrane goste. Poleg izvedbe celostne gostinske ponudbe pa bo njihova naloga tudi načrtovanje vseh dobaviteljev Slovenske hiše. Gre namreč za to, da smo mi v preteklih letih se naučili na dogodkih športnih, da marsikdaj je kakšen dobavitelj sponzor, recimo temu v robi, potem pa mi moramo strešiti, pripravljati živila, ki mogoče niso ustrezna nivoju dogodka ali pa standardu jezerške, kakor mi temu rečemo. In pri tem projektu smo v bistvu prvič, seveda po predhodnem posvetovanju z nekaj dobavitelji, našimi večjimi, se posvetovali in v bistvu v paketu se dogovorili, da to partnerstvo oziroma dobavitelje uradne zagotovimo mi, s čimer smo v bistvu, je glavni faktor ta, da smo s sabo povabili naše dobavitelje, s katerimi celo leto ali pa že več desetletij ali pa z nekaterimi tudi vsega začetka delamo. Ključna stvar pri tem je pa, da imamo vpliv na kvaliteto, da so tam zares tiste surovine, tista živila, ki jih s ponosom režemo, pripravljamo in pa seveda omogočimo tem našim dobaviteljem, da se tudi oni lahko pohvalijo s tem, da so prisotni v Slovenski hiši, da so prisotni v Parizu v času olimpijskih iger. Tokrat bo v Parizu prisotna kar 23-članska ekipa strokovnih sodelavcev jezerškega gostinstva. Poleg kuharskega in strežnega osebja pa bodo Jezerškovi seboj vzeli tudi 4 perspektivne študente, izbrane na razpisu z Jezerški v Slovensko hišo 2024, ki ga izvajajo za promocijo gostinskega poklica med mladimi. Med njimi Medvoščana Luca Jana Slaparja. Jaz v malo hecu, drugače pa tudi zares pravim, da ali si vrhunski športnik ali pa vrhunski gostinec, greš na olimpijske igre. In mi smo tokrat skozi natečaj izbrali 4 oziroma 5. Ena je pa tudi ambasadorka gostoljubja iz Višje gostinske šole v Mariboru, ki pa je hkrati tudi finalistka Masterchefa. In
Tako da eno tako pestro paleto mladih, perspektivnih strokovnjakov peljemo s sabo in verjamemo, da bomo s tem za promocijo poklica naredili veliko več še, kot je že itak potrebno. Predvsem pa to, da doživijo to, kar mi doživljamo skozi veliko res zanimivih dogodkov, ki jih na leto naredimo. Jezerše gostinstvo je podjetje, ki je že dolgo prisotno na evropskem trgu, predvsem pa v mednarodnem svetu športnih dogodkov. Udeležba na olimpijskih igrah je češnja na torti vsakega športnika v njegovi karieri, podobno pa velja tudi za gostinski sektor. Nenazadnje se jim na ta način odpirajo novi trgi, kot je na primer avstrijski, kjer so po novem prisotni na posestvu Tagenbrunn, ki se ponaša z gradom, vinarijo in hotelom. To je ena potrditev, da zmoremo ali pa da smo sposobni izpeljati tudi projekte na zelo, zelo visokem nivoju in po zahtevnosti predvsem tukaj govorimo. In da v bistvu, da se lahko postavljamo ob bok, tako kot se športniki postavljajo ob bok najboljšim, se tudi mi lahko postavljamo ob bok najboljšim in na nek način je tudi Pariz pa sama Francija kulinarična svetovna velesila in biti tam je pa pokazati, kaj znaš, sem prepričan, da bo dober odmev vsega tega.